Ohranjanje ravnotežja našega telesa se nam večinoma zdi zelo samoumevno. Zaradi dobrega ravnotežja lahko varno stojimo, hodimo, tečemo, kolesarimo in nasploh polnovredno živimo. Z leti pa se nam žal lahko začnejo pojavljati težave v ravnotežju in naše gibanje postaja vedno bolj nevarno in življenje vedno manj gibalno neodvisno. Takrat šele lahko v polnosti dojamemo, da je naše ravnotežje resnično zelo dragocena sposobnost, ki jo je zelo pametno negovati. Dejstvo je, da je ravnotežje splet medsebojnega sodelovanja našega živčnega sistema, mišic, vezi in sklepov. Običajno lahko že sami prepoznamo, ali imamo dobro ali slabše ravnotežje, vendar pa pri tem brez meritev zelo težko prepoznamo, v kateri smeri ga lahko izboljšamo in ali smo pri tem s treningom tudi uspešni. Zato smo povabili na naš trening skupino strokovnjakov, ki se združujejo pod imenom športni zdravnik, da s posebno napravo izmerijo naše ravnotežje in pri tem vsakemu posamezniku dajo tudi specifičen nasvet. Za boljšo predstavo pa si poglejmo, kako takšno testiranje tudi izgleda. Postava se na tole ravnotežno površino, tako da bo težišče Ohranjanje ravnotežja našega telesa se nam večinoma zdi zelo samoumevno. Zaradi dobrega ravnotežja lahko varno stojimo, hodimo, tečemo, kolesarimo in nasploh polnovredno živimo. Z leti pa se nam žal lahko začnejo pojavljati težave v ravnotežju in naše gibanje postaja vedno bolj nevarno in življenje vedno manj gibalno neodvisno. Takrat šele lahko v polnosti dojamemo, da je naše ravnotežje resnično zelo dragocena sposobnost, ki jo je zelo pametno negovati. Dejstvo je, da je ravnotežje splet medsebojnega sodelovanja našega živčnega sistema, mišic, vezi in sklepov. Običajno lahko že sami prepoznamo, ali imamo dobro ali slabše ravnotežje, vendar pa pri tem brez meritev zelo težko prepoznamo, v kateri smeri ga lahko izboljšamo in ali smo pri tem s treningom tudi uspešni. Zato smo povabili na naš trening skupino strokovnjakov, ki se združujejo pod imenom športni zdravnik, da s posebno napravo izmerijo naše ravnotežje in pri tem vsakemu posamezniku dajo tudi specifičen nasvet. Za boljšo predstavo pa si poglejmo, kako takšno testiranje tudi izgleda. Samo napravo, čez 3 sekunde začneva in imaš takole in 20 sekund zdaj testirava. Torej, tvoj cilj, kot sem že omenil, je, da ostaneš čim bolj na sredini. Tako, še 10 v prvi seriji. Tako naprava zabeleži vse tvoje premike, vsa tvoje... Evo, to je bila zdaj prva serija, tako ja lahko nogo daš dol, ampak to ne premikata, ne? Torej, zdaj imaš 10 sekund počitka in potem še 2 seriji po 20 sekund. Torej, vidiš, takole pač potem se nadiše tvoja... Ok, zdaj imamo že drug segment, torej zdaj vidim, da si že nekako spoznan z napravo. Evo, drugih 20 sekund. Takole. No, torej v bistvu tlele se pokaže cona, ampak potem bo nekak skupen presek na samih rezultatih. Torej zdaj po drugem, ne? Če opazva razliko med prvo in drugo je, v bistvu bilo zdaj v drugi žim malenkost več tega gibanja levo, desno. Tako, da te malo umilimo. Evo in še zadnja serija. Tako, še 7 sekund. Evo, super. Zdaj sem v bistvu s to nogo zaključila. Bova potem tudi drugo. Takole so nekako izpiše rezultati. Tole bom jaz tudi naprintal.
Zdaj, torej v bistvu, tako imamo overall stability index, torej splošni stabilnosti, to so tvoj rezultat, standardna deviacija, normativna vrednost za tvojo starostno kategorijo in potem standardna deviacija. Torej, potem je očitno za splošni stabilnosti indeks je v tvojem primeru 1,3, kjer je nekaj predviden za tvojo starost 3,9. To se tudi odraža na tem spodnjem grafu, tukaj je najboljši rezultat, torej 0,0, in tlele v bistvu pada vrednost. Tole je poprečen rezultat za tvojo starostno skupino, torej v tem, in tale trikotnik je tvoja vrednost. Torej, za splošni stabilnosti indeks si daleč nad povprečjem. Tako velja potem isto za anteriorno-posteriorno in medialno-lateralno smer. Pri anteriorni in posteriorni tekači načeloma nimate problemov, ker v bistvu cel čas, ko se rekreirate, izvajate to, kar se tudi pri tebi pokaže. Torej, povprečna vrednost in tvoja vrednost visoko nad povprečjem. Zdaj, ponavadi pri tekačih so malenkost vstopanja lahko, seveda, v medialni lateralni smeri. Torej, to je takole. Poglej, torej tvoja, če pogledava razliko med visoko nad povprečjem anteriorno in posteriorno in v bistvu ne tako zelo podprečjem medialno-lateralnem, še zmeri, da ne bo pomote, je to zelo dober rezultat, še zmeri nadpovprečen. Sem ne tako nadpovprečen kot anteriorno-posteriorno. V tvojem primeru ne bi nič posebnega priporočali, ni nič tacga, ampak tukaj se natančno vidi, koliko tekači tudi dodatno delajo, recimo na nekih ravnotežnih zadevah, neke dodatne vaje, ne samo tekaške. In v bistvu potem se tudi tveganje. Recimo bolj problematično je, če bi bila zadeva nekje tukajle, vmes in tam bi, v tem primeru pa bi potem bilo že priporočeno, zaradi tega, da se zmanjša stopnja tveganja za nastanek poškodbe. Zdaj bomo pa tole še naprintali, da bomo imeli rezultat. To mi potem, kadarkoli upravljamo te meritve, takoj naprintamo rezultat in ga potem tudi interpretiramo.